Ja, pač ne vem, koliko se pravi, da te ne bom... Kole? To je čuden feeling. Čuden feeling zate, Toni. Seveda, vsekakor. Pa vsak dan pred mikrofonom, ampak za kamero, ne? Ja, To je razlika, ne? ja, kar je. Ja. Sam, ko se še tega navadiš, potem pa za kamero ne bo Mislim, da bomo rabili možnost tebe, več dobiti. mislim, da bomo tebe rabili na firmi, da boš začel s terena malo posnemati, da ne bo A imate manjko komentatorji kadra? obremenjeni. Vedno, Res? vedno. Koliko vas je? Skozi je audicija. Da je nekaj. Ja. 30 komadov recimo. 30 vas je? Nas je komentator. Res, Pa mislim, da nas je bilo Škoda že... sem mislil reči, jaz tako ne 5 do 10, ne? Ne, Toliko, 5 do 10 nas je taki, ki delamo vse. Aha, ok. Ja, Hej, Toni, lepo, da si preletel. Nekaj cajta sva se menila, ja res je. ampak končno je nastopil čas, a ne? Ja. Zdaj, za tiste, ki Tonija še ne poznate, on je športni komentator in nam bo malo povedal za kulisijo tega specifičnega poklica. Ne? Bom poskusil, čeprav jaz to vedno jemljem bolj kot hobi, kot pa Ja, poklic. the best. Tako Še da- toliko boljš. Še toliko boljš. Ja. Ja. Bo debata še toliko bolj na easy pa spontana, ne? Ej, veš, kaj mi povej, kdaj si vzljubil ali pa odkje ta ljubezen do številk, statistike, športne statistike, kdaj se je to porodilo v tebi? To je pa že zelo dolgo nazaj. To je pa v bistvu še, mislim, da niti v osnovno šolo nisem začel hoditi, pa so me številke od nekdaj zanimale. Niti v osnovno šolo. Ne, Wow. jaz sem znal delno pisati pa brati, še preden sem šel v osnovno šolo. Aha. Doma sem prebiral tudi Brihtam kmečki pola. glas, ker smo pač na podeželju, se spodopa, ne. Ja. In sem moji stari mami prebiral, tako da mi je bilo prav nekaj čudnega, ker sem pač prvi par let v šoli gledal, kaj me sploh hoče tukaj naučiti. Aha. Mislim, ne, da sem toliko obladal karkoli, ampak enostavno zgleda, da en del je šel z mano že genetsko, že odprej, ne vem. Se pravi, številke, Številke tudi nasploh to pa, ne vem, nisem rabil nobenega, ko sem prišel recimo zdaj v ta poklic, nisem nobenega rabil, da bi me uvajal v to. a v Enostavno. smislu, kako si zapomniti stvari, kako se Ja, pripraviti, pa mislim, to je tako, to je mislim, da vse v meni genetsko, tako, oziroma pač to je z mano zraslo, to je prirojeno, tega se nisem učil, se Ja. mi zdi. No. to. In kdaj je pol šport nastopil, športna statistika? Tudi zelo zgodaj, v pa bistvu sem spremljanje. jaz že, imam doma še vedno zvezek spravljen, tudi ko sem bil star Škoda, da nimaš to sabo. 7 let, Res? prinesem, mogoče. Hudo. Pač 7-8 let star in takrat sem že zapisal tako pravi šport, kot tudi našel neke vrste olimpijad oziroma atletske tekmovanja, ki smo jih delali, ki sem jih organiziral že v mlajših letih. Aha. Da sem mal svoje vrstnike ali pa mal starejše spodbujal, Ja. da se pač mal udvestujemo, ne, da pač tekmujemo mal med sabo. Hudo. To je bilo vse, to je bila osnovna šola. Ja, prva leta ja, tam, Ja. že tam, recimo drugi, tretji razred, da je pol to že malo bolj. Kdaj je pa pol ta ideja nastopila, ali pa ja, ideja, da bi ti pa lahko mogoče bil športni komentator? A je ta ideja dejansko prišla sama po sebi, pa se je to dolgo razvijalo? Ne, ni se dolgo razvijalo, v bistvu mi še danes, zdaj, ko sem že malo starejši, doma starši učitajo, da sem včasih pač rad govoril med sabo in sem v bistvu naredil iz samega sebe tekmo, ko sem, ne vem, iz avtobusne postaje hodil domov do doma tistih nekaj metrov. In da, a lahko prosim nehaš govoriti med seboj, kaj bojo sosede rekli? A ja, sam s sabo si se menil. Enostavno Ja, sem ja, imel ja. neki, kot da bi hotel športna poročila v malem povedati, kako pač hodim domov. Ali pa mogoče sem celo, ne spomnim se, ker je nekaj let nazaj, da mogoče sem celo obdelal, kaj se je dogajalo tisti dan, ampak kot bi jaz bral poročila. Ne? Recimo, ne vem. Okay. Ne spomnim se tako natančno, ampak vem, da Se pravi, si mogel nekje pobrati na TV-ju, ta tempo govora, pa to nekaj te je prvabil. Pa to- si pol probal komponirati ja, v ta saj sem, svoj. vedno sem požiral z besede komentatorja, čeprav priznam, da bi se lahko še malo bolj, no, takrat, če sem že hotel enkrat v tem biti poglobo, ne, ker še vedno se zapletemo, ne, Ja, pa dobro. to tako ali drugače, ne, je, ampak, itak. tako da ja, no, pol je to s časom rasel.
ampak ne prideš pa zraven kratko. Verjetno si šel, Ne. mogla se je ustvariti neka situacija, neka audicija, ali kako je? Ja, res je. V bistvu je Kako pol situacija resno bila postopati? taka, da enostavno sem v mlajših letih sem šel najprej iz osnovne šole najprej na srednjo šolo za turizem, čist druga smer. Tam so mi rekli, ne grem zaradi, so mi predlagali, da bi se malo jezikov učil. Potem sem šel sicer na FDV, ne, bil sem na fakulteti za družbene vede, tam pa nisem delal novinarstva, ampak to splošno smer družboslovna informatika. In nekje proti koncu študija sem pa tudi našel toliko poguma, da sem enostavno šel, neposredno sem šel vprašati na Šport TV in na Sport klub, na obe firmi, če kaj rabijo. Aha, Direkt, brez direkt, česar ding dong. Ja. Ker zdaj tako, prej sem ti na hitro rekel o tem mojem otroštvu, ki je bil mal smešen, ampak dobro, smo vsi imeli takšne prigode. Po drugi strani sem bil pa dozaprta oseba v mladosti in nisem bil, tako bom rekel, nisem si upal. Še zdaj recimo, ne, imam težave z nastopi pred kamero in nisem tako suveren, kot bi lahko bil. a ne. Ampak se Medtem ko- lotiš, ne? Zdaj si že šel malo čez Ja, to, zdaj tako da se- pač ja. Zdaj pač zdaj že malo drugače. Ampak 20 let nazaj me ne bi dobil na pogovor, niti na pogovor. Ne. Mislim, da ne. Težko. V mojih najstniških letih Ja. težko. Nisem bil eden tistih, ki bi že pisal, recimo včasih smo imeli mi pila, ne, se verjetno spomniš, Aha, da bi, Pil, ja, da bi ja, za ja. pil pisal ali pa kaj Ja. takega, te mladinska glasila, tega jaz nisem imel. Nisem ne pisal, ne nastopil, tako nismo tega imeli. No. Enostavno sem se držal bolj ob strani, pa čakal priložnost. Pa kakor bo. Ko bo. In ok, pozvoniš, karikiram, pozvoniš, jaz bi pa rad komentiral, ali kako, ali pa zdi se mi, Ja, da slišal ima sem- malo tega vse. Pa Slišal kako to sem izgleda? nekaj, ja, tako slišal sem nekaj na to temo, da se išče, da se iščejo komentatorji. In še vedno se išče, ne, tako kot si prej v štartu. Se išče, absolutno. In enostavno šel sem, Šport TV je imel takrat firmo zelo blizu faksa, tukaj Bežigrad, v bistvu v bližini Žaltud, no. So imeli in sem enkrat preletel tja, ampak niso me odstavili, samo pač takrat so imeli veliko dela, so rekli pri drugič, eno tretje smo pogovarjali, kontakt sem pustil. Potem vmes se je zgodil Sport klub, tudi, ki je pa takrat imel sedež meni zelo blizu v Dobu, tam kjer je nekdanja Žaga, v bistvu mislim, da jih skoraj ni, se je tukaj le širše okoli Domžal, da ne bi vedeli, kje je to blizu avtoceste. Ne? Ja. In je lokacija idealna za mene iz Moravč in sem pač tam šel, zdaj tudi tam ni bil takoj odziv, ampak ker pač so imeli isto dosti dela, potem so pa enkrat rekli, prid So te posnet. pol nazaj poklicali. Ja, Ti prek si maila v pustil bistvu. kontakte? Aha, okej. So mi kar prek maila, ne vem, prid posnet jaz sem mogel takrat napisati, kaj so moje glavne prioritete, kar se športnih panog tiče. So rekli, prid posnet za nekaj minut, boš dobil en teniški prenos, so mi povedali, kjer dvoboj, ne spomnim se več, kateri je bil. Ja. In boš 15 minut posnel in od tukaj bo šlo naprej. In nisem vedel, kako in kaj. No, Čakaj, sem mačken. Posnel, to je bil prenos, ti si pa vskočil. ne, Pa- to ni bil prenos. Oni so posneli nek okej. dvoboj, ki se je zgodil še teden prej, in so mi dali 15 minut, izvoli, govori. To je to. Okej. So me v bistvu vrgli v vodo. Ja. Pač, Zastopal izvoli, govori. test, ja. Tako, šel sem pač v tisti komentatorski prostor, tisto komentirnico, zdaj pa povej. Pač, Kako ti je to stisnilo, kako ti je stisnilo takrat? Precej. Mislim, je bilo tako, prepleta se tisti mal trema, ki vedno pravim, da mora biti pa ta pozitiven občutek. Prav ni ti bilo vseeno, ne? Ja. Ne, res dober občutek. Nisem pa takrat še nič vedel, bo kaj iz tega ali ne bo. Se rekel, dobro, saj poskusil si enkrat, nisem si kaj učitati, da nisi nikoli v življenju vsaj šel. Kakšen občutek si pa imel pol, ko si teh 15 minut dal skozi? Sam pri sebi. Priznam, da se ne spomnim več. Se ne spomniš. Mislim, verjetno ne pretirano dober. Aha. Ker če se le da, skušam ostati samokritičen. Ja. To pa vedno, ker jaz pravim, ko enkrat ne bom kritičen do sebe, do svojega prenosa, takrat lahko zaključim posel. Ja. Mislim, da ne bom mogel delati normalno, no, če ne bom rekel, tole pa nisem dobro povedal. In pol so te nazaj poklicali.
Ja, nazaj poklicali, oziroma pač so mi sporočili, da se zdaj pa pripravlja, vmes so očitno še nekatere druge dobili in se je pripravlja, mi smo lih začetniki mentorske šole pod vodstvom Iva Milovanoviča, našega slovitega komentatorja na RTV Slovenija. To je bil tudi malo zanimiv občutek najprej, ker me je tudi malo skrbel, ne, takšna legenda, ker jaz moram pač priznati, da jaz nisem imel v mlajših letih stikov s temi komentatorji. Jaz sem šel čist na to na blef, iz mojega entuzijazma. Nikakor, da bi jaz neki kogarkoli poznal. In tudi zato sem ponosen na to mojo pot, ker sem dejansko šel, imam voljo, imam željo, gremo poskusiti, če rabijo. Ja. Hudo. Pa nekaj moram še pri tem dodati, če smo že. Da, Ti sam daj. ne, sem to, da pač jaz sem eden redkih v tem poslu, ki nisem nikoli se resno ukvarjal profesionalno s kakršnimkolim športom, niti nisem, kot sva prej, pač že kaj pisal članke ali karkoli. Se pravi, sem šel dejansko na sportklub iz nule. Samo s svojim zanimanjem. Se pravi, delaš na sportklubu, tako kot tvoja Ja. majica tudi lepo pokaže. Ja. Ali še kje? Se ti še kje sposodijo? Ne, drugače, kar se televizije tiče, imam pogodbo s sportklubom, tako da tam komentiram kar nekaj športov. No, daj povej. Kje začneva? Ja, koliko športov, koliko športnih panog pokrivaš? Pred najnim pogovorom sem želel pregledati en seznam, ki ga imam, ampak mislim, da ga nisem našel, ni bilo časa in dobrih 20 jih je bilo, no, bom sad tako rekel, različnih. Zdaj pri tem, da ne bo pomote, recimo kolesarstvo štejem več kolesarstvo, se pravi cestno kolesarstvo, Roglič pa Pogačar, ni isto kot BMX kolesarstvo, to sem delal, pa delal sem gorsko kolesarstvo. 3 leta, ko RTV ni imel svetovno prvenstvo, smo jih mi pokrivali. To je zame en večjih dosežkov, no, da sem lahko komentiral svetovno prvenstvo v teh športih. Ko kolesarstvo še ni bilo toliko poznano v Sloveniji. Ne. Ja. Potem pač zdaj, če greva recimo najraje imam atletiko, tukaj ni debata, ne. Zato so se mi da še lažje najdla, ne. Pač tekaška prijatelja drugače, tako drugače, ne. Ja. En malo hitreje tečete, drugi hitreje govorimo, recimo. The best. Ja. The best. Se pravi atletika, kolesarstvo, fuzbal, itak. Ne fuzbal. Ne. Pa kako Milovanovič je? Tukaj se bo ostal. Ne, komentiral. imam jaz ene specifike, nogometa pa košarke pa ne komentiram. Aha. To me vsi sprašujejo na cesti. Nisi tega delal? Nikoli. Nikoli. Nogomet sem samo enkrat, ko je bila res sila, naredil eno probo, en polčas, pa mi je takratni urednik rekel, da sem se premalo užival v tekmo. Problem pa je bil, ker je bila tekma 3 mesece nazaj, vedel sem rezultat, vedel sem, kdaj bo gol padel in sem težko zaupil gol iz sebe. Tako je. Tako da bi delo, če bi bilo treba, ampak prepuščam tistim, ki moram pohvaliti res tisti, ki delajo nogomet pa košarko pri nas ali pa so delali. Delajo to res srce. Se oni pa večinoma ne delajo drugih športov in oni pa meni pa še nam ne parim pustijo druge športe. Ja. In je kar v redu. Nismo vsi za vse. Tako da. Daj mi naštej še ostale panoge. Vem, da si gledal seznam, ene panih še naštej. Ne, res ga nisem, ampak kar ti bom povedal, bom iz glave. Zdaj ti bom govoril o te zadnje, ki jih delam, recimo še odbojko delam. Odbojko, ok. Čeprav ta je že lahko dokaj specifična, pa pač odbojko na mivki, celo odbojko na snegu sem delal. V Avstriji je bilo Evropsko prvenstvo, kar tak zanimiv projekt. Potem rugby sem delal, to je šport, s katerim nisem preveč domač in sem ga potem tudi s časom opustil, ko ni bilo potrebe. Sem prepustil drugim, ker je dokaj zapleten. Pač že to, če včasih igralec sodnika pogleda, pa ne ve, kaj je piskal. Ampak to mi je pa všeč pri rugbyju, da pri rugbyju pa, kar sodnik reče, drži. Ker bi pričakoval iz prve, ne, da boš šli na sodnika, ne. Če imaš 100 kil, pa to boš v nanga. Ne grejo. Je večji fair play kot v drugih športih. Večji. Okay, potem, kaj je še bilo? Golf sem delal leta nazaj. Tudi to je prišel skozi. Waterpolo delam. Ja, v bistvu
vse razen, tako kot si rekel, razen košarke, fuzbala. Razmišljam po spominu, kaj sem še delal včasih. Veliko stvari je bilo. No. Kaj pa zdaj, recimo, zadnji čas? Biljard tudi delam, tudi te gostilniške športe, oziroma te dvoranske športe delam. No. Tako da še ta teden imam biljard. A je že čas za reklamo, ne še? Wow. Dobro. Ne se. Ne, veš, ko tukaj imam vprašanje malo zacahnjeno. Povej mi najljubšo zvrst športa za komentiranje. Tvojo. Kaj najraj komentiraš? Ja, tukaj ni dvoma. Atletika je zakon, res. Zakaj? Z atletiko sem odraščal. Ne vem, enostavno, kot sem že prej malo namignil, recimo, jaz sem že svoje sosede enostavno mučil s to atletiko pri 8 letih. Mislim, da je lik zdaj bo počas obletnica, ker mislim, da imam celo neki datum zapisan, da je ravno zdaj enkrat avgusta bilo 29 let od tega. Ja. Tako da je bilo kar zabavno. Mučil v smislu kaj? Sprašval si jih, če vejo, ali si jih informiral? Ne, mučil v smislu tekmovanja. Aha, ok. Ja. Okay. Tako da je že z tega bilo ven, potem pa itak sem poslušal prenose. Še zdaj se spomnim, recimo, zdaj bom ful star izpadel, če to vse naštejem, koliko sem. Ker vedno so težave v tem, ko začneš, spomnim se. Tisti, ki si jim bo dal računati, bojo računati. No, spomnim se, ampak dejansko se spomnim iz sebe, ne od drugih, ne, ker vemo, da je obstajal en zelo dober komentator atletike, ki je vedno govoril, da se spomni, ne. Ampak on je pač malo starejši. Leta 1996 se spomnim, ko je Brigita Bukovec dobila tisto medaljo. No. To je bilo tudi mi je bilo res tak dober doživetek. Tudi doma sta mi rekla, ker bo to srednoči, se izjutraj greš v šolo. Ne? Ja, grem. In ni bilo težav. Grem v šolo. Sam tole bom pa pogledal, če lahko. In sem pač gledal, ne? Tudi prenose iz Amerike takrat v takšnih urah. Mi smo gledali košarko takrat. Ampak to je malo. Ja, ne, 96, 97, 98. Ja. Tudi je bil Dream Team. Pa potem misliš Olimpijo verjetno naprej. Ne, v Barcelono se spomnim, 92. Pa ne, te finale. Chicago, NBA, pa to, veš. Ja. Celo noč, pa Sej, takrat sem tudi jaz NBA ful gledal, ko so bili Jordan Pippen pa Kukoč, ko naprej. Kako izgledajo te priprave? Kako se pripravaš na nek prenos? A različne te panoge športne zahtevajo različne drugačne priprave? Precej. Stvar je taka, pri tenisu je tako, da enostavno se igralci bolj ne ponavljajo, oziroma rabiš za en normalen prenos, ne rabiš veliko podatkov, tistih osnovnih od tega, ker načeloma bi mogli biti komentatorji med tenisom tako tiha, ne? Med samo igro. In zdaj, da bom jaz celo njegovo življenjsko zgodbo povedal, jo bom najbrž povedal v roku 2 ur, ker bom vmes mogel stavke prekinjati zaradi samega tempa igre. Vedno je težava v tem, ker hočeš nekaj povedati, potem pa ne veš, a bi povozil tisto točko, a je ne bi povozil, to se še zdaj dogaja. Enostavno, tenis je zelo kratka priprava po eni strani, s tem, da moraš, kot pri vsakem športu, ga moraš malo spremljati vedno. Vedno moraš vedeti, zakaj si gre približen, poskušaš nekako, če se le da že vnaprej, on lažje, on je bolj dominanten na tej igri, on to, tretje. Malo skušaš predvideti, kolikor se da. Ne? Ja. Je pa vedno to težko, ne? In za kater šport se najdlje pripravljaš? Kaj te... To bo pa kar atletika, ja. Ampak to je v bistvu moja izbira. Lahko bi si v današnjih časih tudi mogoče startne liste na printu, ampak jaz sem stara šola in to mi ni noben učil in jaz si to štartno listo prepišem, zato ker se je že kdaj zgodilo, da je računalnik ali zmrznil ali enostavno odpovedal, jaz lahko prenos normalno delam naprej. Jaz sicer komentiram iz studia, ne komentiram iz stadiona, ampak vseeno bi se lahko zgodil karkoli nepredvidenega, moj prenos teče dalje, ni problem. Ne bom vedel, koliko je tekel 7, ampak nima veze, vedel bom čas zmagovalca, predvsem bom pa vedel povedati, recimo na progi 2 teče ta, 3, to in to, brez da bi rabil računalnik. Vsaj neko osnovo si skušam napisati. Najmanj priprav pol, oziroma občutno manj priprav tenis. Ja. Že zato, ker moraš neko nepisano ali pisano pravilo, da moraš itak biti
tih, da ne Ja, posegaš tako v pa tudi mestne dobro. točke. Prej sem samo to narobe rekel, okay, ne da se igravci ponavljajo, igravci je ogromno. Ja. In ne boš ti delo pripravil za, ne vem, top 100 na svetovni Ja, ampak lestvici. na koncu pa pridejo več ali manj te istine v nekem obdobju, se ponavljajo imena. Ja, dobro, odvisno od turnirja, ja, vse. Ja. Vse, ja. Ampak v tistih uvodnih krogih pa vedno naletiš na kakšnega novega, celo takšnega, ker recimo imamo tudi v tenisu, imamo recimo kakšnega komentatorja, ki dela zgolj in samo to, ne, se temu posveča, pa še njega kdaj preseneti kakšno ime. Ker enostavno prileti na en ameriški turnir en 16-letnik in moraš že malo razmišljati, kdo to je. Ja. Zdaj pa, tako da je kar, ja. Koliko je pa improvizacije v tvojem poslu? Pa veliko se mi zdi, veliko. Mislim, da je to kar pomemben, čeprav moraš imeti eno pripravo, ampak mislim, jaz izhajam iz tega, da je verjetno dober prenos to, da ti tisti material, ki ga imaš nabran, ti ga še pol stane. Recimo. Ja, to je zdaj. Tako so nas tudi malo učili, no? Preko te šole, ki sem rekel, v glavnem. Bi še enkrat omenil šolo za komentatorstvo. Ja, šola za komentatorstvo obstaja. Ko sem jaz prihajal, je bilo to komi v povojih, se je komi dobro začel. Zdaj je v bistvu tako, da zbirajo preko audicije, se ti prijaviš na elektronski naslov, prideš, zdaj niti ne spremljam več točno, kako to izgleda, malih ujamem sem trtja, no, da pač enostavno pridejo na firmo, jih tam čaka Ivo Milovanovič, jim najprej razloži nekaj osnovnih pravil, on je vedno nam na srce polagal, pač fantje in dekleta, ki so tudi toplo vabljena, jih manjka. Do zdaj je zelo malo. Kameravate usmerjene. Ja. Ne, res, komentator pa primanjkuje in so vedno dobrodošli in svež veter prinesel. Konec koncev tudi na RTV imajo že dolgo časa kar nekaj kadra, tudi ženskega, tako da ne bomo govorili samo o naši firmi, je potrebno pohvaliti. Ne, ampak drugače je pa tako, da pač potem pridejo tja na en razgovor in kot sem prej hotel reči, Ivo nam vedno je dal na srce položil, mene ne zanima, kaj vi govorite med prenosom, to vas bo sodil narod, ampak vi morate neka zlata pravila upoštevati. In to je pač kako začeti in kako končati prenos. In smo imeli določene zlate točke, pač ne bom jih vseh našteval. To so kot teni workshopi, tene delavnice, pač zelo konkretno verjetno. Tisto osnovno ne bom vsega našteval, ampak recimo zelo tisto banalno, ne vem, da pozdraviš s pravim nagovorom, da poveš, kdo, kaj, kje, pač zakaj se gre, in na koncu tudi znaš povedati, končni rezultat je bil tok pa tok, tiste bistvene stvari poveš in se znaš od ljudi posloviti. Je rekel, to je zame bistveno, da vi upoštevate. Kaj delate vmes, je vaše znanje, strokovno ali ne, to bojo drugi presojali. In to mi je bilo zelo všeč, ker nam je dal majhen misliti vsem, ki smo mislili, da znamo, pa ne, ker vedno kaj pozabiš. In to se še vedno zgodi. Pa od vsakega od teh ikon komentiranja, športnega komentiranja nekaj pobereš, oziroma te, ki pridejo na novo, verjeten. Tako kot tudi ti si verjeten. Verjetno, ja, čeprav jaz skušam, da nekako, recimo, če se le da ne uporabljam fraz od drugih, se težko včasih izogniti, ampak da skušaš ostati v svojem svetu oziroma nekako držiš svojo pot, svojo linijo. Ja, tako je najlažje ustrajati, pa da delati to, kar delaš. Tako. Kako izgleda studio, Pol? A izgleda vse približno tako, kot je tole? Mislim, luč pa tega ne rabiš, Tudi mikrofon imamo kar slušalke lepo na ušesih, Mislim, tudi s takšnim mikrofonom bi šlo, ni težava. Ne, jaz sem pač zadovoljen. 6 monitorjev, kako imaš? Ja, seveda, vsekakor, nič. Dejansko vidimo to, kar vidite vi pred malimi zasloni. Res. En zaslon, tak navaden televizijski sprejemnik, poleg mene en ekran, kjer vidim, kdaj se vrtijo oglasi, se pravi, kako program teče, in osebni računalnik oziroma laptop, to je to. To je vse. Pa ena škatla poleg mene, s katero reguliram svoj zvok ali karkoli, vse veliko ne reguliram, ker večinoma že v režiji upravljam. Najdaljši komentar. Povej. Ne, in pač
To je vse, kar je. Edini pripomoček, ki ga imamo pri določenih športih, pa ni nujno, da je pripomoček, tako da včasih ga ugašamo, je, da imaš v slušalkah še komentatorja, ponavadi je to angleški komentator, se pravi, kolesarstvo sem tudi delal, ne, in na kolesarskih dirkah je dober, ker on načeloma je tam in on recimo pove, ne vem, težko vidiš v gneči, kdo je padel. On pa recimo reče, se ne pove z imenom, ampak pove kolesar 141 je padel. Aha, ok, hiter. Ja, mislim, da je to in se pa znajdeš in poveš, da je ta kolesar. Skratka, ti da ene istočnice, ti lahko pomaga. Ja. Pri atletiki je moteč, ker pač, če do takrat nisi ugotovil, kje kdo teče, potem pač, ja, prehiter je konc. Ja. Pri kolesarstvu pa prav pride. Ja. To so pa dinamike znotraj športne zvesti. To je tisto, ja. Jaz imam komentatorja v slušalkah, ampak obenem jaz tudi govorim in tudi sebe poslušam. Skratka, moram malo regulirati med seboj, kdaj ga bom pa kako ga bom slišal. Ni tako enostavno. Tako da včasih je bolj, da je izklopen. Pa si pač sam s seboj. Ali pa s kakšnim sokomentatorjem, če ga imaš. Hotel sem te vprašati o tvojem najdaljšem komentiranju. Ja. Kolikor skupaj si najdlje komentiral? Ja, zdaj... Pa si skupaj padel na koncu, ne? Ne, malo sem bil jezen, ker sem imel že druge opravke. Tudi službene narave. Ne, drugače je tako, da moj komentatorski kolega Peter Pevc si lasti rekord na naši firmi za najdaljši opravljen prenos enega teniškega dvoboja, ki je trajal 11 ur in 5 minut. Iz Narmau, Wimbledon, 2010. Ampak ta dvoboj je trajal v 3 dneh, v 3 dejanjih. Aha. To je bila kot gledališka predstava. Ja. Jaz sem pa delal najdaljši teniški dvoboj, ki se je začel in končal v enem šusu, bi rekel po domače. Ja. 7 ur in 2 minute. Povrhu vsega dvoboj dvojic, kjer se pač ne dogaja toliko med posamezniki, ker je večinoma pač na servisu, pa kako boš pri mreži bolj odigral. In Švica, Češka, Davisov pokal, februar, mislim, da 2013, ne me držati za besedo za letnico, verjetno še kakšen let nazaj, v glavnem, še celo moji začetki bolj. In enostavno Chiudinelli, Wawrinka, Berdy, Hersol, tako nekako sta bila para, no, to pa ostane, ja. Spomin. A po eni strani lep spomin, po drugi strani pa ne lep, ker sem mogel vmes na svoje druge delo v gostilno, pa potem tisto noč nisem delal, ker se je pač zavlekal. Normalno bi ta dvoboj trajal 3 ure, trajal 7 ur. Ja. Pa vmes greš lahko na vec pa to. To ja, seveda. Pri tenisu so pauze dolge, minuto pa pol do 2 minute. Ker 7 ur je dolga. Ne, dobro, če že sila narediš v tisti minutki, pa pol do 2. Ja. Pač, oziroma spustiš eno točko, recimo tako, tega nisem rekel na glas. Ja. To bova rezala, ne? Ja. Ne, zakaj se to je? A veš, ne, pač hoče naravo poklicati, če si ti 7 ur, halo. Ne, se pri tenisu je tako, da v eni točki ne boš prav veliko zamudil. Lahko se pa zgodi kaj takšnega in zdaj moraš predvideti, ne? Pa če ne vem, da ne bom pretiran dolgovezen, ampak če nekomu vidiš, da postaje slabo, da bo rabil zdravniško pomoč, ti greš pa ravno takrat na malo potrebo ali karkoli, boš prišel nazaj, bo konc dvoboja, ker je on predal, ti pa ne boš znal povedati ljudem, oziroma se posloviti od njih, no, vse tega dvoboja je konec. Timing je pomemben. Ja, tudi tako je. Ampak načeloma je pa, mislim, da situacija v tem, da enostavno, ne, pač takrat poješ nekaj na hitro. Ni tega. Kaj pa kakšna anekdota tako iz studija? Taka, nepredvidljiva. To, da zamrzne ekran lahko, pa ne vem, štroma zmanjka ali pa. Zdaj si mi je dobil. Preskočil. Ne, mislim, ni bilo nič takšnega posebnega, ker razen tega, da imamo pač včasih režijo v Beogradu in je pač težava, če ti pač slika odpove, kako razložiti njim, da pač ti ne moreš delati, ne? In smo že tudi nekaj popravljali, kakšne malenkosti se da popraviti. Ampak prej, ko smo začeli v dobu, smo imeli še svojo režijo, potem se je to spremenilo. Nismo edina televizija, tudi druge športne televizije, pri nas imajo to povezavo, ki je načeloma zelo dobra, no? Ker načeloma ne rab toliko ljudi se ukvarja tukaj pri nas s tem, ne? Dejansko vse funkcionira bolj kot ne z ene baze in se zdaj tehnika redko za te dobro, se zgodi.
Torej, na kaj moraš biti najbolj pozoren med svojim komentiranjem, med svojim delom? Ja, mislim, se pravi, odvisno od športa, ampak načeloma moraš predvsem gledati na to, da če se le da, recimo prej si me ujel v zanko in se je pojavil. No? Ja. No, to sem jaz recimo tudi kot gledalec sem zelo občutljiv, če se ta mašila pojavijo. Običajno moram potrkati, se pri meni ne dogajajo prevečkrat. Se trudim, da govorim kolikor toliko tekoče. Dobro, če kako besedo pojem ali karkoli v redu, to je drugo, ampak da je čim manj teh mašil, ker s temi mašili že daješ vedeti, da enostavno ti neki ne odgovarjajo, oziroma nisi se dobro pripravil. Tudi pri tenisu, recimo, tudi meni se je kdaj zgodilo, da sem šel brez pripravljenega igralca, ker mogoče niti nisem vedel, tudi to se zgodi, kjer dvoboj bomo delali. In potem takrat brskaš po računalniku, v naši družbi pa je Janez Novak, ki je star 27 let in je visok in tako naprej. Pač, ker se sliši, pač jaz to zdaj že malo bolj občutam kot nekaj let v tem poslu, da kdaj človek bere z računalnika, z monitora, kdaj pa iz veska. Koliko je komentatorjev v Sloveniji? Tako, ena taka ukvirna težko rečem, ker tudi... Če je sam par vas to, kar si rekel, čeprav verjetno oni so še pol na drugih institucijah. Pa... Načeloma si zvest eni firmi. Ja. Načeloma si zvest eni firmi, imaš pač pogodbo, ki te nekako zavezuje. Razen tudi pri nas imamo nekaj primerov, ko nekateri delajo tudi za radio, za Val 202, v tem primeru za nacionalno radio, in to je pač drugače, ker tam je spet druga ustanova, ampak drugi mediji, drugače pa težko ocenim, ker to se je zdaj, po eni strani je dobro, ker ne bi toliko dobili priložnosti, po drugi strani se je pa malo preveč razvajali. In tistega pravega, kvalitetnega novinarstva nasploh, ne samo športnega, ni več, se mi zdi, oziroma malo umirano. Težko je najti to. Pa poznaš te ikone, kot sem prej rekel, komentatorstva, Berganta? Ne, žal ne preveč. Stareta, ste se kdaj koliko imenali? Jaz sem bolj statične narave, sem kar bolj v svojih vodah, oziroma na svoji firmi. Pač takole smo se sem trtja kot srečali, ampak nikoli pa nisem v nobenega drezu, ne nič. Najpogosteje, koga srečam, recimo na drugih športnih prireditvah, kamor jaz hodim kot gledalca. Kam pa hodiš kot gledalec? Planica je itak, zakon, to je od nekdaj. Skoke tudi komentiraš? Ja, tudi skoke sem komentiral 2-krat, ampak na plastiki polet. Tako da je bilo tudi zabavno, zanimivo. Pa bi še, v bistvu bi jaz zimske športe veliko komentiral, ampak so pač drugi. To pa zimo pa zelo rad. Poleg atletike je verjetno zima takoj zatem. Si bil pol na kakšnem tem atletskem mitingu, tako, kot gledalec? Samo enkrat sem obiskal enega, zelo na hitro, že nekaj časa nazaj, ker težava je v tem, dobil sem tudi že ponudbo, da bi komentiral na stadionu, ampak to je bilo ravno takrat, ko sem imel svoj prenos in sem rekel, žal ne morem. In se slišimo drugič. A to so redke priložnosti pol, da ti komentiraš iz stadiona? Pa mogoče bi bile bolj pogoste, ampak takrat je pač splet okoliščin privedel do tega, da jaz pač nisem bil na voljo in so pač drugega našli in verjetno, če so bili z njemu zadovoljni, so pač z njemu ustrajali. Tako da bi tudi poizkusil nekaj v to smer, ampak zaenkrat se pač ni šlo. Koliko pa prebereš, katere revije, ne vem, kupuješ? Nažalost berem premalo. Priznam, premalo berem. Zmanjka časa, verjetno. Ja, dost časa zmanjka. Ali pa spletne portale, pa to. Ja, pač, kar se informacij tiče, kar se zadevajo prenosa, absolutno, pač splet je zakon, čeprav moraš tudi vedeti, kam iti po informacije, tako kot vsaki stvari. In na to sem tudi malo kar alergičen, oziroma skušam biti nekako kritičen. Selektiven. Kje boš? Včasih sem veliko prebiral tudi naš edini športni časopis Ekipo, zdaj ga pač ne več toliko pogosto, ampak dobro, tam je bilo večinoma nogometno posvečen časnik, tudi druge stvari so imeli. Ampak
Ne berem pa načeloma, oziroma zelo malo berem, no, kakšne tuje športne revije, pa to, da bi še, ker enostavno zmanjka časa in skušam informacije vse izvleči, če se le da čim prej iz tih prvih. Ne moram reči z prve roke, ker ne iščem informacije, razen v določenih športih, no, ker jih hitreje dobiš, ampak pri atletiki je pa toliko disciplin v enem dnevu, da ne vem, kako bi to izpadlo, da bi iskal toliko časa. Pa tvoj pogled na šport, kako se je po tvojem šport, profesionalen šport, ne, v vseh teh letih, odkar komentiraš, spremenil ali pa pristop, a veš, koliko je, ker zdaj pravi pač profesionalen šport, to je na glavo, ne, to je vse do daske, pa še čez, ne, a veš, koliko je našponen, a je to čutiti tako, kad ti komentiraš, vidiš pri športnikih, koliko so bolj mogoče zdaj obremenjeni, kot pa so bili 20-25 let nazaj. Jaz mislim, da je šlo vse kar precej, v zelo po eni strani težke vode, mislim, je zelo soobremenjeni. Je razlika v teh letih, sem razlika, ne. Ampak veliko je tudi v tem, ker je vložek večja, ne. Ker takrat si pač dejansko tekmoval za, ne vem, malo pretiravam, kos kruha pa neki salame, ampak zdaj pa dejansko je vložek že toliko velik, da recimo prav zdaj v teh dneh, v tenisu ta primer prvega na svetu, Italijana Sinnerja, ki je pač dvakrat preskočil nekako dopinško kontrolo in je, ne bom preveč podrobnosti, pač za eno samo kremo se gre, zdaj pa spet težava v tem, njemu so oprostili, nekomu drugmu so pa prisodili določen suspens, se že tukaj razlike delajo, pa spet v tenisu, recimo, tenis je najbolj tak primer, ali pa recimo tukšen gol bi bil, enostavno dobijo oni še enkrat toliko, ali pa še več, sem še premalo rekel, nagrad zgolj sponzorji, kaj šele turnirske nagrade so njim, ne. In mi ni všeč, da se je preveč kapitaliziral, oziroma profesionaliziral športno. Prav je, da pač sej tudi živimo v takem svetu, se mene ne moci, sej ne moreš v trgovino, ne da bi imel nekaj v žepu, samo da pa ti dobesedno že pač živiš na veliki nogi, medtem ko ljudje v svetu životarijo, pa ne mislim izpadati nekakšen humanitarc, ampak je malo žalostno, no. Kakor imam reči, šport je žalostno, da smo šli toliko daleč. Sprav se ti ukvarjaš, tebi je pomembno. Zdaj veš, zakaj ne komentiram nogometa. Med drugim. To vsakmu povem, recimo, da nogomet tudi ni več tak romantičen šport, kot je bil. No, ampak hoče reči, ti komentiraš dejansko to, kar vidiš, ti ne greš pol zdaj klele preveč v zadje, pa skušam se, da ne. Privat life teh akterjev. Ne, skušam se, da ne grem preveč v te zasebne vode, se mogoče na določene momente pol izpadem monoton ali pa dolgočasen, pač stvar presoje, ampak enostavno se mi ne zdi relevantno, da bi jaz govoril o tem. Niti na koncu ne veš v bistvu čiste resnice, če to pogledaš. Ne veš, pa tudi če bi vedel. Recimo sem pač poslušal zdaj tudi intervju tega našega mentorja, gospoda Milovanoviča, ki ga je dal na radio in je zelo dobro povedal. On recimo je bil tudi v njih časih, ko je mogel pobirati informacije od teh športnikov in je rekel, da so se tudi družili, razumljivi. No, on marsikaj ve, seveda ve, verjamem, da ve, ampak ne bo med prenosom govoril, pač je vedno znal ločiti in to spoštujem. Se pravi, jaz mislim, da v prenosu je dosti, da poveš, je srečni oče dveh otrok, recimo, to lahko poveš tudi ime, ni problem. Zdaj, če se je karkoli zapletel hudega, to, da je javno že toliko obveščena, tudi nič narobe, tudi če je taka stvar, da boš pa povedal, recimo, včeraj je spil preveč, to je pa čist nepomemben podatek. Ker smo bili vsi v situaciji, da smo imeli, da se je nam je kaj zgodilo. In ne rabi to vedeti širša javnost. Se pravi, nek kodeks klele zadnje. Mislim, da je. To je tako nepisano pravilo. Ni. Načeloma bi ti lahko govoril, ampak me zanima, koliko časa bi delal potem o tem. Ker bi prej slej prišlo mogoče do konflikta. No. Zdaj mi imamo to srečo, ko govorimo o jeziku, ki ga
ampak načeloma ne govori veliko ljudi, ampak najbrž bi se nekje prišlo do zadju, bi že kdo prevedel, oziroma bi rekel, a veš, kaj pa poročajo tam v tisti Sloveniji, o tebi, ne. Pa bi mogoče tudi kaj prišel, ne vem. Ja. Odvisno od primera. Ja. Tek si tudi že komentiral. Tek. Ne vem, kaj se vem, kakšen Maraton. tek? Maraton, ja. Maraton, tudi. Tudi. Kako pa to zgleda? Ja, kar v redu. Tle pa lahko še malo sebe not upleteš, ne? Ker pač tudi ti laufaš. Ja, recimo. Ja. Drugač pa takrat se pač posvetim, to je podobno kot pri kolesarstvu, da poskušam izbrskati oziroma najti kakšne znamenitosti mesta, če se le da. Ja. Recimo začeli smo leta nazaj z berlinskim maratonom, ki je super, ne? Berlin ti da ogromno iztočnic. Je pa vsekakor za kakšno bolj poglobljeno dobro, da imaš dobrega sokomentatorja, ne? Ja. Tak je zagret za tek, kot je Marko Roblek, ne? Moram ga pozdraviti, ne? Upam, da gleda, ne? Tako da res, on je tudi tak enciklopedija, ne, znanja, oziroma nasploh je dobro, da imaš nekoga, ki bolj resno pristopa k teku, kot jaz sam. Ti veš, da jaz pač tečem res ljubiteljsko, da se trudim tudi teči brez kakršnihkoli preparatov in tako, ker povej, da dopinga pri meni ni, razen tistega, ki mora biti po koncu tega. Tako. To je pa nagrada. Tako da ja, je kar zanimiva izkušnja tudi maraton. Je pa res, če nimaš pripravljenih določenih znamenitosti, pa tudi recimo kakšne ozadje o tem, koliko še nagradni sklad, ne vem, koliko je udeležencev in takih stvari, znata biti mučni 2 uri in pol. Za gledalca. To sem tudi vprašal. Ja. Za gledalca. Za mene ne, pač jaz odštevam kilometre do rekorda, če bo. Številke imam v glavi, tako da lahko povem recimo primer, da tukaj imam eno tabelo, ampak včasih jo pozabim pogledati in kar avtomatsko, ko vidim vmesni čas, recimo na 5 km, že računam, torej na koncu bo tek tam 2:0, tako pač se izračunam. Ja. Koliko bo tekel. Tako da, pač ne moram iz svoje kože. Ja. Vizija za naprej, verjetno boš tole še naprej počel, ne? Sploh zato, ker... Ja, verjetno. Strastjo to počneš, karkoli obračamo, ne? Ja, sej, jaz sem pravim, da je to hobija, ne? Pač jaz sem ponosen na to, da prihajam s podeželja, da imam možnost doma tudi ustvarjati, predelovati nekih hrane, da vem, kaj jem, tisto malenkost, in to je pa za zraven, to je pa za dušo. To je pa res, to je pa nekaj, kar sem si želel od majhnega. In vedno so pa cilji recimo tudi večji, mislim, seveda bi bilo lepo enkrat iti na nacionalko pogledati, ampak pač tam so trenutno taki časi, da tudi prenosov ni veliko in tudi finančno in tako, no sej finančno smo vsi podhranjeni, a ne samo v tej branži, to se lahko vedno pritožujemo, ampak nasplošno zagotovo bi še, pa mogoče kaj več, da bi šel na teren, ampak po drugi strani pa niti ne pogrešam toliko terena, no. Mogoče dobra iztočnica, tako sva začela. Kdaj pa kaj si komentiral izven studija? Ja, 2-krat mi je pa uspelo celo priti iz studija, sem pobegnil na nek način. Ja. In sicer sem komentiral kajak, kanu na divjih vodah, slalom iz Tacna. In res je bila lepa izkušnja. Ja. Tudi zelo toplo so me sprejeli. Tako da bom z veseljem še kdaj prišel v Tacen. Upam, da še kdaj kot komentator, sicer pa absolutno kot gledalec, ker so me res takoj sprejeli, super. So mi tam dali svoje mesto, so povedali, tukaj boš šel, če kaj rabiš, povej, kavico, sok, karkoli, ni problem. Res zelo dobra ekipa, ja. Tako da potem sem v istem letu sem še v Celju komentiral, kjer so imeli isto prireditev v svetovnem pokalu v sprintu, oziroma ne na sprintu, da bom se prav izrazil, v spustu na divjih vodah, na Špici, to je zraven Celja, prirejajo prav tako, ni pač sicer Savinja toliko tam takšnega naklona, ampak se potrudijo in so naredili tudi tako zanimivo progo, skratka, da in so jo tudi ljudje dobro sprejemajo, tudi tam na terenu. In je bila tudi zelo lepa izkušnja, no. Po Moravčih si nekaj tudi, ne? To je pa druga, ja. Ampak dobro, da sem hotel najprej pohvaliti se s tem, da sem celo tudi, tudi s firme všel. Ja. Ja, toliko so pozabila prej, pa kjer šport še delam, ne? Ja.
Ja, v Moravčah pa tudi je prišla To je zelo tudi lepa zanimivo. izkušnja. Ja. Ja, res. Mislim, da je bilo 7. evropsko prvenstvo v ročni košnji, lansko poletje, konec julija. To je bilo. To so pa tudi norci, ja. Ja, pa sem mislil, da so že naši norci, ker sem že bil parkrat, ko je bilo državno prvenstvo v Moravčah, pa ga Avstrijci, pa Švicari ga pa Špone, pa Nemci. Ne. Mislim, da je bilo 7 ali 8 držav, pa 130 kostcev. Pa tudi ne se lih to si se mogel tudi pripraviti. Ja, Čuda enih imen. Pa to, ja, jaz sem to resno vzel. Ja, Pač jaz sem vzel to kot vsak prenos moj. Tako da jaz sem samo prosil tistega glavnega našega kosca, Mateja Pibernika, da je pač predložil startno listo. In potem sem pa iz tega izhajal, oziroma izhajal. Sej nismo šli tam toliko v detajle, ker tudi ni bil čas. Ampak samo, da sem imel štartno listo, sem jo še malo uredil, da sem vedel, kdo tekmuje kdaj, kakorkoli, da sem lahko potem tudi takrat normalno vsaj prebral imena. Ne. In ja, smo se trudili z ekipo, še Lucija Vrankar in Urban Zaveršnik sta bila v moji družbi. Vsak je pokril svoj del in smo govorili, tako da smo se potrudili, smo govorili ne samo v slovenščini in angleščini, pač pa tudi v nemškem jeziku. Namreč Lucija zna nekaj nemšk, jaz znam nekaj nemšk, malo sem se učil, sicer sem vmes že malo pozabil, ampak za tisto osnovo, kot je branje štartne liste ali pa potem podelitev na samem odru pred 7000 glavo množico. Celo Evropo ste povezali. 7000 ljudi je bilo. Jaz pa prvič na odru v taki vlogi. Ampak je bilo super. Dobro izkušnja. Res. Sploh zato, ker sem že prej rekel, da, oziroma vedno govorim, če se s kom pogovarjam, da enostavno bi bilo veliko težje, če bi bil sam na odru, kot pa da smo bili trije. Ja. In je bilo res super in bi absolutno še ponovil. Pa prišla sva na začetka, nekaj si rekel, da si rabil caj, da si premagal to tremo, Res je. da si po naravi bolj introvertiran in tako naprej, a ne? Ampak Ja. se je lepo zapakiral zdaj. Ja, je pa pol tako, v bistvu kjerkoli me lahko dobite, ni problem za komentirati, samo prosim, prej mi povejte, kaj bi radi oziroma zakaj se gre. Tudi če bom komentiral, ne vem, kako očetje sinove s tisto šajtargo po travniku, mi povejte, koliko je ekip, kar mislim pač odvisno, koliko resen se gre, da ne bo pomote, ampak pač ene osnovne podatke je treba vedeti. Tako da tukaj smo prej šli čez, da smo vedeli, kakva bo proga, koliko ima kaj za kositi kdo in tako naprej, kakva je procedura in potem si bolj miren, če veš, zakaj se gre. Ja. Tako da bo Ponovadi takole vprašam na koncu, ali v najljubšem filmu, ali knjigi, ali gor dol. Tebe bom pa vprašal, valjda, najboljši športnik vseh časov, ali pa določene panoge. To Ali pa tisti, ki ti... To si mi zdaj dal takšno. Ali pa 5, se jih lahko več našteješ. Slovenski ali tuji? Pa daj začniva s slovenskimi, ne? Slovenskimi. Ja. Ja, jaz bom zelo tako mal nostalgičen, pa bom rekel absolutno Leon Štukelj. Aha, bravo. Pač prav zdaj 100 let minilo, odkar je v Parizu svojo zlato medaljo. Bravo. Tako da absolutno tle ne moramo mimo njega. Ja, super. Potem Iztok Čop, Aha. pač kot tudi najtrofejnejši po številu. Ja. Potem se bom hitro zakalkuliral, da jih ne bom preveč naštel. Moram hitro, ker smo pri najštevilčnejših po medaljah, oziroma tako najtrofejnejših. Tina Maze, absolutno tudi, kar je naredila. Pa tudi ona je na začetku svoje kariere bila precej bolj zadržana, pa je potem Andreja Masi usmeril na svojo pot. Tudi ona je rabila človeka in globoko spoštovanje, kar je dosegla. Zdaj, potem imamo pa težavo, ker imamo tukaj po eni strani Petra Prevca, ki je tudi ogromno naredil, ker enega skakalca moramo imeti. Zdaj pa recimo, da se deli to mesto z našim orlom, Primožem Petrkom. Ker on je pa pač padel v ta neugoden obdobje, ker bi zihar usvojil še več kot je. Ampak jaz vseenga še vedno dajem tukaj nekje med top, ampak zdaj se mi že potisnil tja, da bom spustil velikih. Ampak namenoma pa... Se ne bomo mogli vseh komentati. Zdaj sem pri 4. Namenoma ne bomo mogli vseh komentati. Se pravi, namenoma pa ne bom teh novih. Pogačar, Garan Bretov, pa to, ker oni bodo še ustvarjali. Tako da, recimo, za 5. pa...
Ja, ne vem. Imaš ti kakšno idejo? Ne, daj šalti pol v svetovnem merilu, no? Da si govoril za naše, Ja. peva na svet. Pa jih še klele ene. Ja, globalno recimo pač ni skrivnost, da jaz sem odraščal, ko se tenisa tiče v dobi Rogerja Federerja, tudi prej Pete Sampras, ampak Roger Federer je zame res gentleman na mestu, zdaj ga pač Djokovic počasi prehteva, ampak recimo, če bi samo enega tenisača spostavil, je to Federer. Ja. Njega absolutno moram. Usain Bolt, moram pač atletiko omeniti, a ne. Malo se je zapustil, odkar je njihov. Ja. Ja, ampak sem videl, da zdaj nekaj teče na ulici z Jamajčani. A ja? No. Ja, malo se izživlja na drugimi. Pač. Tecite z menoj, malo poizkuša, ne, jih The best, spodbuditi. the best. Usain Bolt, ok. Ja, mimo košarke ne smeva, ne, Michael Jordan, Ja, absolutno. po moje, ne moreš kiksati. Michael Jordan, mislim, da, čeprav to je res nehvaležna vedno tema, ja, Ja, a ne? predvsej. Ker zdaj skozi tuhtam, da spet bom zimo pozabil, ne, ker jo Aha. moram, mi je to pri srcu, da tudi Jo zimo omeniti. moram omeniti. Tako da bom rekel Ingemar Stenmark, kar je on Bravo. dosegel je, Ja, ja. čuda, a? Ja, ja. Enih medalj po prvih mest. Potem pa. Ja, Pustimo, mo- a veš, pol pa petega, spet. petega potem pustiva, a veš. pa petega presodiva gledalca. Ja, tako. Ej, Toni, najlepša hvala. Mislim, da bi se lahko še menila. Pa se Ja, bova, sej, veš, bova naredila bova, še ne. sequel. Ja, Sej drugič malo lahko še drugo temo še. Seveda, pri tebi, kukar jih češ. Ne, drugače pa smem te še toliko dopolniti oziroma prekiniti. Izvoli. No, sej lahko boš še tu zapiske verjetno dal, a ne. Namreč, to sem ti pa pozabil prej povedati, sodelujem na enem mednarodnem športnem forumu. Ja, Ja, to tudi ti ne veš. In težava je, ker je Slovencev tam zelo malo, oziroma se nekateri javljajo, pa se odjavljajo. Mene je neki italijanski uporabnik našel na RTV strani, spletni, prav zanimiv. V glavnem, totalolympics.com, kot Total Olympics, ima združen ime, se boš da verjetno zapiske Ja, lahko. To je ena spletna stran, ki je namenjena vsem športnim ljubiteljem z celega sveta. Ne moreš verjeti, koga tam se najdeš. Na tak način sem jaz našel eno brazilsko smučarsko tekačico, ki je pri nas tekmovala v Planici na svetovnem prvenstvu in je mi tudi poklonila 2 vstopnici, ker oni so pač dnevno dobili tam vstopnice, ni vedela, komu jih dati. Sem rekel, lej, jaz prihajam v Planico tako, ne? ja. Je rekla, ti jih lahko dam prav. In smo šli takrat na ogled tekem, ne samo skoku, tudi teki pa kombinacija obstaja nordijska. Ja. No in v glavnem hočem povedati, na tej strani najdeš ogromno, oziroma kar želiš. Od rezultatov do recimo tudi forumskih razprav, ljudi, ki izhajajo s tem, se pravi, če želiš vedeti, kaj se dogaja z nekim Alžircem, ti bo alžirski uporabnik to razložil. Wow. In to je res taka Super, stran, ki jo super priporočam informacija. vsem ljubiteljem športa, pa seveda ne, pridite na audicijo, Best. sploh dekleta. Ej, odlično. Prav, Hvala ti. hvala tebi, Se vidimo prihodnič. Ne? velja. Živijo. Čak, kdaj? Doma z vami sem bil tudi nocoj, Toni Brodar. Želim vam prijeten preostanek četrtkovega večera in ostanite še naprej zvesti kraljici športa na naših programih. Lahko noč.